gledalci, dobrodošli še enkrat in lepo pozdravljeni. Spet je tu sreda in spet je tu nov povezani webinar. Danes bomo govorili o mehanizmih upravljanja notranje moči za aktivno vlogo v spremembah. V vlogi moderatorke bom z vami Polona Koštomaj, gostimo pa predavateljico Sandro Bohinec-Gorjak, mednarodno licencirano NLP trenerko in pa diplomirano komunikologinjo. Preden začnemo, še nekaj navodil. Vse udeležence prosimo, da imajo ves čas trajanja webinarja izklopljene mikrofone in pa kamere. Za kakršnakoli vprašanja in komentarje pa smo vam na voljo preko funkcije chat, ki jo najdete v spodnjem delu ekrana. Toliko z moje strani, sedaj pa besedo predajam tebi, Sandra. Torej, hvala lepa za besedo. Veliko veselje mi je, da sem lahko danes tukaj z vami in da namenimo nekaj časa tematiki, ki smo jo poimenovali mehanizmi pridobivanja notranje moči za aktivno vlogo v spremembi. Tematika je, se mi zdi, še posebej zelo zanimiva za današnji čas, ker smo vsi na nek način dani v to bivanje s spremembo, ki je na nek način se zgodila zelo intenzivno in zelo nepričakovano. In smo vsi v situacijah, ko se s spremembami tako ali drugače srečujemo in sovpadamo. In se pravi, gledamo, kako čim bolje nekako spet v neke okvire postaviti svoje lastno življenje, da bi dobilo nek nov zagon, nek nov smisel. Kadar govorimo o spremembah, pravzaprav velikokrat govorimo o nekih novostih. In s tem namenom kot družboslovka se zahvaljujem za ta povabilo, Polona, tebi in Planetu GV, ker sem začela raziskovati, kako nam lahko različne družboslovne teorije pravzaprav pomagajo v tej situaciji, na kaj se lahko naslonimo, da pridemo spet do neke notranje gotovosti in do novih, mogoče tudi izhodišč, kako naprej, kako ravnati, kako v življenju ladjo, če jo lahko tako poimenujem, zasukati v smeri, ki bojo dobila neko destinacijo, ki si pa želimo doseči. In s tem namenom sem raziskala določene mehanizme pridobivanja notranje moči za aktivno vlogo v spremembi. Vse temeljijo nekako na psiholoških in komunikoloških raziskavah, teorijah in bi jih danes z velikim veseljem želela podeliti z vami. V svojo lastno podporo in hkrati tudi upam, da bo ta znanja, ki sem jih tudi nekako pridobivala po svetu, prišla prav tudi vam. Pa če najprej pogledamo teorijo, ki jo je zasnoval Gregory Bateson, velik sistemski mislec, ki je deloval veliko tudi v okviru NLP-ja. In Gregory Bateson je zapisal v enih izmed svojih proučevanj družboslovnih, torej kultur, družbenih sistemov po svetu, da smo ljudje nekako, bom rekla, kot pravi Bateson, zabredli v nekakšen trikotnik, ki nas odmejuje od tega, da bi živeli z modrostjo polnega kroga življenja. To se mi je zdelo zelo zanimivo, ko pravi Bateson, da trije deli tega trikotnika predstavljajo kot prvo tehnologija in neko racionalno kognitivno mišljenje ega, kar pomeni, da se predvsem zanašamo v naših, še posebej zahodnih življenjih, na tehnološke usmeritve, na razum, na razmišljanje kot tako, se pravi razvoj v smislu tehnologije. S tem tudi nekako smo zamenjali neko naravno soodvisnost, ki se tiče tudi številnih ekoloških, torej zapetljajev, ki se nam dogajajo v svetu. In kot tretjega izpostavlja Bateson
In Bateson pravi, še najbolj pereč je ta zavestno načrtovanje brez nezavedne obdelave sprejetih odločitev. Torej, Bateson je spoznal tudi na osnovi proučevanja številnih družbenih sistemov, da je mogoče dobro razmisliti, da bi živeli z modrostjo polnega kroga življenja tudi na načine, da bi se še bolje povezali s svojo intuicijo oziroma z modrostjo nezavednega. Oziroma z nekim, kot bi tudi rekel Bateson, poslanstvom, ki ga imamo v življenju. Če pogledamo osebnost kot celoto, že po Maslowovi piramidi, da smo tudi kot del, kot osebnost povezani s samim seboj, ko iščemo neko poslanstvo, kaj je tisto, kaj je moj resnični jaz, kaj je tisto, kaj je res tisto pristno, kar me povezuje s tem življenjem. In v tem smislu nas Bateson spodbuja, da znova pogledamo tudi v lastno intuicijo in modrost nezavednega, kjer lahko tam najdemo določene moči. In v povezavi s spremembo, ki se nam trenutno dogaja, imamo, kajti spremembe nas ponavadi peljejo, kot pravijo različne teorije, po neki novi poti. Se pravi, prevetrimo destinacije, na katere smo se naravnali v svojem življenju. Prevetrimo jih. In se lahko vprašamo, kdo pa sem resnično jaz? Kaj je tisto, kaj je moja višja usoda, kot jo imamo tukaj na slajdu predstavljeno. Stari Grki so poimenovali nekaj, kar je nad neko nižjo usodo, še nekaj tisto več, kar je višja usoda, kar je tista naša prava identiteta, kar je neka naša dušna zavest, če jo lahko tako poimenujemo. In za kaj takega potrebujemo moč, pogum, pristnost in iskrenost do sebe. In praviloma nas številne spremembe lahko postavijo tudi pred neke vrste ogledalo do nas samih. Kako zdaj naprej? Se pravi, kam naravnati kompas, kam naravnati svoje življenje, da bo na destinaciji, kot si želimo jo doseči. Verjamem, da smo vsi tudi danes zelo zaposleni, na nek način, nekateri bolj, nekateri manj, še posebej zaposleni pa z različnimi mislimi, ki pritekajo do nas. In ravno tudi v teh okvirih je dobro se zavedati, da kaj je tisto, kar priteka do mene, tisto, ki me lahko popelje proti tej destinaciji, ki si jo resnično želim, in kaj mogoče niti ne. V podporo takšnemu razmišljanju so pravzaprav iztočnice, ki so naravnane v smer, da je sprememba, kot je tukaj lepo v angleščini zajeta, lahko tudi priložnost. In ne glede na to, da se še posebej v situaciji, kot je zdaj, to zdi, mogoče lahko pogledamo to na zelo različne načine, vendar vsekakor je priložnost. Kot vsaka kriza, že iz kitajske filozofije vemo, jo poznamo tudi kot priložnost za pridobitev vase, za pridobitev tiste prave avtentičnosti, ki naj postane naša odgovornost. In iz tega lahko izhaja marsikaj, kar je tudi povezano z koncepti, kot so se pravi psihološki koncepti negotovosti, zaskrbljenosti in podobno. Ker tudi to je del sedanje realnosti, ki nas obdaja. Pred vami je ena slika, ki je pravzaprav poziv vam. In sicer bi vas povabila, tako kot je na nek način sem jaz sprejela kot povabilo, ko sem brala knjigo Richarda Bandlerja Time for a Change, kjer je nanizal zanimiv eksperiment, kaj bi se zgodilo, če bi imeli pred seboj neko morje življenja in dve mreži. V eno mrežo, ko bi jih vrgli v morje, bi se v eno mrežo ujelo vse tisto, kar več ni funkcionalno za nas, kar ne koristi več in na kar lahko na nek način rečemo, zdaj pa čas, da ga nadomestimo z nečim drugim. In kaj je tisto, kar pa je res avtentični del nas? Eno tako vprašanje za
današnji dan, mogoče vas lahko povabim, da si lahko zabeležite tudi kakšne odgovore pri sebi in pomislite, kaj so stvari, ki niso več funkcionalne, nam ne koristijo več in kaj je res tisti avtentični del nas, ki pa ga želimo nesti naprej v prihodnost. In bomo videli, kaj lahko tudi s tem storimo, kam nas lahko to odpelje. Kajti še ena povabilo tukaj za vas je, da lahko razmislimo, kaj lahko že danes storimo, da odigramo proaktivno vlogo v spremembi in ustvarimo neko lastno vizijo prihodnosti. In lahko tudi v svoje, se pravi, zapišete, bomo to pridno zbrali in bomo tudi uporabili pri eni od naslednjih vaj, ki sem jih tudi pripravila za vas. Torej, kaj je tisto, kar lahko že danes naredimo, da ustvarimo neko lastno pristno vizijo prihodnosti. In če se pomaknemo naprej, potem imamo v razmišljanju o današnji situaciji priročno teorijo upravljanja negotovosti. Ker občutek negotovosti nastopi takrat, ko smo izpostavljeni nekim nejasnostim, nekim nepredvidljivostim, neki zapleteni situaciji, ko se soočamo z nekimi nasprotujočimi, grozečimi informacijami, zaupanje v te količino in zanesljivost informacij pa je omejana. Torej, teorija upravljanja negotovosti, ko jo razvil Dale Brescius, nam uči, da teorija negotovosti, ali pa, če rečemo, občutki negotovosti, nas obhajajo, kadar smo izpostavljeni nečemu takemu, čemu smo izpostavljeni tudi mi v današnjem času. Ta negotovost pa poraja občutke zaskrbljenosti. In presenetljivo, kar je tudi nekako Brescius ugotovil, je, da negotovost sama na sebi nima negativnega ali pozitivnega predznaka. Negotovost je nevtralna. Pomembno pa je, kaj potem mi s to negotovostjo naredimo. Torej, ali negotovost sprejmemo, da nas predrami v neko novo razmišljanje, kako naprej, ali pa negotovost povežemo z zaskrbljenostjo in negativno spiralo zaskrbljenosti, ki se lahko suče in suče in suče iz dneva v dan. Torej, veliki izziv za nas je, ko sem jaz to brala, se je meni zdel veliki izziv dobro. Kako pa zdaj lahko to izkoristim, da mi bo na nek način bolje? In kot navodila oziroma ideje, kako, kot pravi tudi Bresciusova teorija, je, da je pomembno, kako pridobivamo informacije v sedanji situaciji, kje jih pridobivamo, kdo so verodostojni viri in kaj s temi informacijami naredimo. Ali jih slišimo in kaj potem, kadar jih slišimo, z njimi naredimo. Ker naša človeška želja ali pa pomiri nas, kadar svet stisnemo v okvirje, ki jih poznamo. Dokler tega ne naredimo, smo na nek način izpostavljeni, bom rekla temu, entropiji negotovosti. In ko pa svet postavimo v neke znane okvirje, takrat nam je lažje. In kako se potem v fazah negotovosti prebiti do pravih informacij, ki nas bodo lahko pospremile naprej na našo destinacijo, ki jo želimo doseči. Je poseben izziv, pravzaprav. In tukaj imam eno sliko in vas vabim, da si pogledamo, kaj ta slika za vas predstavlja. Ponavadi na seminarjih rečem, kaj vidimo tukaj. Kaj vidimo? Vidimo najrazličnejše stvari in da bi videli tisto, kaj lahko slika predstavlja, smo pravzaprav v nekem občutku negotovosti. Ni ravno najbolj jasno. Ne vemo, kaj se pravzaprav lahko kaže v tem, kar je tukaj narisano. Dokler ne pridemo do nekih informacij, ki nam lahko to sliko zbistrijo. Torej, kako priti do zbistrene slike in če jo pogledamo nazaj, nam je zdaj malo bolj razviden tale kavboj, ki se nam tukaj je pokazal.
In v tem smislu je dobro včasih se morda spomniti, da je res pomembno v fazah negotovosti, ko upravljamo z negotovosti, razmisliti o nekih količinah energije, s katero bomo pripravljeni angažirati se in negotovost upravljati v želeni smeri. Katere informacije bomo sprejeli, da bomo razvidno videli sliko in si razjasnili to, kar je pred nami. Nadaljnji koncept, ki se tiče obvladovanja negotovosti, pa je obvladovanje zaskrbljenosti. Kot rečeno, tudi Daniel Goleman, zelo znani avtor, ki se je veliko ukvarjal s čustvi in s čustveno inteligenco, ugotavlja, da sta ta dva občutka zelo povezana. In da nas zaskrbljenost pravzaprav varuje pred tem, da bi naj prišli do pravih rešitev, ki nas dajo v neke občutke, torej negotovosti in zaskrbljenosti. Kadar je ta zaskrbljenost, se pravi, povezana z opreznostjo pred nevarnostjo in iskanjem rešitve, ja, potem smo zaskrbljeni in iščemo rešitve. Pomembno pa je, da se premikamo naprej proti rešitvi. Takrat, kot pravi Goleman in tudi različne druge teorije, smo na pravi poti. Kadar pa se ujamemo v zaskrbljenosti, da so te ponavljajoče, da se še poglavljajo, da si jih podpiramo z najrazličnejšimi teorijami, torej informacijami, ki še bolj poglobijo našo zaskrbljenost in se ne približujemo rešitvi, takrat je pa čas, da se s to zaskrbljenostjo sovpademo. Sprožilci zaskrbljenosti so tehnično rečeno lahko naše besede, ki jih izgovarjamo, besede, ki smo jim izpostavljeni. To zelo dobro poznamo iz propagande in drugih medijskih vplivov. Potem podobe, katerim smo izpostavljeni, stereotipom ali pa različni načini okorelega mišljenja. Bolj kot je naše mišljenje prožno, hitreje pridemo iz zaskrbljenosti in poiščemo rešitev, da to zaskrbljenost pravzaprav preobrazimo v neke vrste rešitev. In tukaj se mi zdi, da smo na eni izmed zanimivih točk, kako postati modri v sedanji situaciji, kako iz občutkov, ki nas obdajajo, pravzaprav dobiti rešitve, ki nas bojo popeljale naprej. In je dobro, da se znamo, seveda v tem času tudi čim bolj osredotočiti na neko notranjo čuječnost, da poznamo samega sebe in da se približamo temu, da zaskrbljenost obrnemo v neko pozitivno spiralo. Kajti, kadar se ujamemo v negativni spirali zaskrbljenosti, pa to, kar bom tudi zdaj podelila z vami, uporabljajo tudi v številnih drugih inštitucijah, kjer zdravijo dobesedno ljudi od zaskrbljenosti. In so se mi zdele zelo zanimive tudi za nas v sedanjih situacijah. Predvsem je, da je priporočena takojšnja zavestna usmeritev pozornosti v stran od bremenilnih misli. Kadar se ujamemo v tem začaranem krogu iz skrbi v skrb, da se ujamemo dobesedno. In ko začutimo, da smo tam, da se zavestno odločimo, da tega se pa ne grem, da bom pa zdaj nekaj drugega, da se v stran od bremenilnih mislih izsučemo, da nas ne obtičijo več, ker se nam to potem pozna seveda na različnih v obliki zdravstvenih in takšnih in drugačnih pokazateljih. Potem pa skrb vzbujajoče misli najprej torej ozavestimo, nato jih angažirano zajezimo, kot rečejo temu. Zajezimo pač kakršnekoli misli katastrofe, dobesedno zajezimo. Zavestno se jim upremo. In
Pri tem je lahko še naslednje navodilo, da zavzamemo prožen odnos do predvidevanja izhoda iz zaskrbljenosti. Ta se mi zdi zelo zanimiv, ker včasih, verjetno tudi že pred to spremembo, lahko raziščemo po naših situacijah življenjskih, ko smo se znašli v tej krogu zaskrbljenosti in naj bi takrat našli prožen, da se ta zaskrbljenost ni pokazala kot ojoj, saj ni bilo tako hudo, kot smo si mislili, da bo. Torej, naj bi bili zmožni prožno razmisliti, kakšen bo ta izhod iz zaskrbljenosti, da mogoče pa vseeno ne bo vsi ti scenariji, ki si na nek način mi vrtimo v glavah, res tisto, kar se bo zgodilo. Kot naslednja taka, bom rekla, predlog, kako obvladovati negotovost, bi bil, da izpostavimo se vedno sprejemanju, ne izpostavljamo se vedno sprejemanju vseh negativnih informacij. In poskušamo obdržati dotok pozitivnih informacij. Se pravi, čim bolj poskušamo v tem dotoku najrazličnejših informacij priti tudi do pozitivnih. Še vseeno ustvariti nek balans in neko, rečemo temu, harmonijo. Včasih je dobrodošla tudi primerjava s slabšim. Pravijo, da je lahko tudi zelo zdravilna, ko lahko rečemo, lahko bi bilo še slabše. Potem imamo pa kot priporočilo tudi, da se načrtno izpostavimo veselim dogodkom, ki dvignejo naše razpoloženjsko vibracijo. Načrtno se temu izpostavimo. V vsem vsakdanju, ki nas trenutno obdaja, načrtno izpostavimo sebe v smislu, da se odločimo za nekaj, kar nam je res zelo, zelo pri srcu ali pa kar nas nariše nasmeh na obraz, kar nas spravi v dobro voljo. Ali je to branje, ali je to načrtovanje počitnic, ali je to nek smešen film, spodbudna knjiga, telovadne vaje, sprostitvene tehnike, meditacije in podobno. In če izstopimo naprej iz teorij negotovosti in teorij zaskrbljenosti, se to zelo povezuje pravzaprav z udeležbo naše življenjske energije. Vprašanje se nam postavlja, kako bomo vključevali naprej v situacijah, ki smo jim izpostavljeni našo življenjsko energijo. In spoznanje nekako iz predavanj, ki sem jih poslušala po svetu, mi je bilo zelo zanimivo to, ko sem se naučila, da energija teče tja, kamor je usmerjena naša pozornost. Torej, energy flows where attention goes. In neizmerno pomembno je, da smo pozorni, kam bo naša pozornost usmerjena. Kajti, kam bomo usmerjali našo pozornost, ali bo teklo v tisto pozitivnejšo smer iskanja rešitev, ali bo odtekala dobesedno energija v negativno spiralo, od tega je na nek način odvisna tudi naša usoda. In več kot kadarkoli potrebujemo neko inteligenco, da nam usmeri, da se znamo usmeriti, kaj je tisto, kar je res prav, da usmerimo lastno energijo in iz tega delujemo naprej. Temu podporo pa služita dva zakona. Naša pozornost je naša usoda. Temu služita dva zakona, in sicer zakon privlačnosti, ki pravi podobno privlači podobno, in zakon misli, ki pravi, da pozitivne in spodbujajoče misli dvignejo naš duh, vibracijo in energijo. In če se še dotaknemo obvladovanja negativne spirale in zaskrbljenosti, ki odžira energijo za nove podvige. Spomnimo se, na začetku smo vas pozvali, da pogledate, kaj so tiste stvari v mrežah ujete, ki niso več avtentični del vas, in kaj so tiste, ki so še vedno avtentični del vas.
In me zanima, če ste mogoče v tem času tudi že karkoli zapisali oziroma ujeli v svoje mreže. Ja, Sandra, mislim, da so si mogoče udeleženci zapisovali v svoje zapiske, tako da če ima kdo mogoče idejo oziroma bi želel deliti svoje zapiske z nami, vas prosim, da to zapišete v chat, se pravi v kvadratek, kjer imate možnost dopisovanja. Super, odlično. Potem pa mi gremo lahko naprej. In sicer pred vami je namreč tehnika obvladovanja zaskrbljenosti, ki sem se naučila iz tečajev nevrolingvističnega programiranja, in sicer gre pa takole, in jo bom pokazala, vabim pa vas, mi jo delamo na številnih delavnicah, v poslovnih in osebnostne rasti, in včasih mi poročajo, da jih naredijo tudi, ko se peljejo v avtomobilu, kadar so še v prejšnjem času, ko so se menedžerji vračali iz služb, so tako rekoč temu predihali zaskrbljenost in jim je bilo lažje. In vaja poteka tako, ali pa tehnika poteka tako, da potrebujemo ta prigib glave, in sicer iz levega ramena na desno rame. In ko to počnemo, ko gremo od levega ramena proti desnemu, vdihnemo, in ko gremo od desnega ramena proti levemu, izdihnemo. Predstavljamo pa si, da so vse tiste stvari, ki nam niso več funkcionalne za nas, kar nam povzroča neko zaskrbljenost, na naši levi strani. In ko vdihnemo, pravzaprav vdihnemo nazaj vse tisto energijo, ki se je tam ustavila, pa je še vedno naša. In potegnemo nase vse tisto, kar je še vedno naše. In ko izdihnemo, vse, kar ni naše, kar predstavlja neke trenutke, ki nam predstavljajo še toliko večjo mrežo, ki je še toliko težja, izdihnemo ven. Se pravi, in to poteka tako, da vdihnemo vse, kar je naše, potegnemo vase in izdihnemo vse tisto, kar naše ni. In vdihnemo vse, kar potrebujemo, da se lahko premaknemo naprej iz zaskrbljenosti in iz te situacije, in izdihnemo vse tisto, kar ne potrebujemo. Preporočam, da si lahko vzamemo čas zase, da to preizkusite tudi, če se vam bo zdelo, da ste kadarkoli v občutku, da kako pa zdaj naprej, da to predihamo, da si predstavljamo situacijo, kjer je na naši levi strani, in predihamo vse tisto iz sebe, so zaskrbljenost iz sebe, kar je ostalo v nas, zato da gremo lažje naprej. Naslednja tema, ki bi se je še dotaknila, ko se družimo tukaj skupaj, je pa čustvena inteligenca. Zelo podporna v teh trenutkih sprememb, ki se jih dotikajo naša življenja. Namreč v smislu čustvene inteligence smo spoznali, da so čustva danes še tako zelo pomembno orodje, da se znamo prestaviti iz tiste negativne spirale. Da so pravzaprav čustva, če to uvidimo, tista, ki kot razočaranja, zadrege, zamere, jeza, torej negotovosti, zaskrbljenosti, vse so to občutki, kot pravi čustveni inteligenci, ki nas učijo, da so področja, kjer smo morda še ujeti ali pa se držimo nazaj, in nas usmerjajo v nek jasnejši pogled, kako naprej v življenje. Zanimivo je, da ne glede na to, da je boleče, so težavni dogodki velikokrat neizogibno orodje, ki vabijo k pogledu iz drugačnega zornega kota in širijo polje dojemanja sveta, ki pomembno vpliva na naš osebnostni razvoj. Pravzaprav so pismonoše, težavni dogodki in čustva so pismonoše, ki nam prinašajo
sporočilo. Dajte, poglejte še na tisti konec, kjer bi pa mogoče bilo še vredno pogledati. In bolje kot kadarkoli v zgodovini človeštva, če lahko se tako izrazim, je v okviru proučevanja čustvene inteligence, je čustveni tisti, ki lahko nadzira naša težka čustva. Potrebujemo namreč podporo naših močnih, pozitivnih čustev, da nam priskrbijo energijo za zbranost, moč za reševanje težkih izzivov. Da ne odidemo po spirali negotovosti in zaskrbljenosti. In iz drže zaskrbljenosti naj bi zmogli preiti v držo upanja. Sliši se zelo, mogoče lahko tudi vi poveste, kako se ti sliši, ampak meni se je slišalo, tako sem prebrala, iz drže zaskrbljenosti naj bi zmogli preiti v držo upanja. In kljubovati frustracijam, nadzirati vzgibe malodušja, dobiti neko moč za sprejemanje dobrih rešitev, sproščati stisko, otresti se mračnosti. In bolje kot kadarkoli težka čustva in dogodki nadzira naš čustveni Pri tem ne mislimo tiste, bom temu rekla, suhega pozitivnega mišljenja. Prav je, da se zavedamo vseh čustev. Naša čustva imajo vedno prav. In tudi ta težka, kot jim rečemo, imajo prav. Kako pa z našo čustveno inteligenco v teh sedanjih časih priti do nekega ravnotežja? To je tisto, kar nas čaka, da zmoremo kljubovati vsem tem frustracijam. In pri tem se lahko zanašamo na upanje, ki je tu še vedno za nas. In pravi, da se ljudje razlikujemo med seboj po mejah, do kamor seže naše upanje. To je tisto, ko občutimo občustvo močnega pričakovanja. Saj bo vse v redu, da je ta količina energije, ki jo lahko vložimo v to upanje, tisto, kar nas lahko potegne spet destinaciji naproti. In zapisano je, kot je tudi napisal Goleman, da ljudje, ki imajo visoko stopnjo upanja, imajo določene osebnostne lastnosti, ki pa so, da so sposobni spodbuditi samega sebe, da so sposobni pomiriti samega sebe, da so sposobni prepričati samega sebe, vse bo bolje. Ravno tudi v trenutkih, kadar se znajdemo v veliki turbulenci. Iščejo prave vzroke za nastale okoliščine, uporabijo inteligentne pristope za razrešitev stiske in zaupajo v življenje. Ljudje, ki imajo močno upanje v sebi, so obdani s temi lastnostmi. In po glavi mi hodi dogodek oziroma izrek torej režiserja Schindlerjevega seznama, ki je na enem izmed intervjujev, ko so ga vprašali, kako je zdržal, ker on je bil tudi sam v taborišču, kako je to zdržal, ravno to izrazil. Upal sem, da bo vsega tega enkrat konec. Enostavno sem imel v sebi upanje, da bo nekoč bolje. Kot takšno se nam tukaj postavi vedno v življenjih vprašanje, ali je kozarec pol poln, ali je kozarec pol prazen. In rešitev je pravzaprav na vseh nas, da zmoremo kljubovati tej frustraciji, ki smo jih izpostavljeni, da zmoremo najti rešitve, ki nas bodo izvile iz te spirale proti pozitivni naši destinaciji, kamor smo se naravnali. In upanje, ki je nekako kot zaključek današnjega druženja in vsega tega, kar sem jaz pripravila danes tukaj za vas, je tista sposobnost, ki pomembno vpliva, da zberemo dovolj spodbude za nadaljnje delo, da si damo nasmeške na obraz
če le to zmoremo, in da še kot ena izmed iztočnic pravi, da če hodimo po svetu in iščemo težave, seveda jih najdemo vse povsod. Če pa hodimo po svetu in iščemo rešitve, bomo našli rešitve. V to sem prepričana, verjetno sodim v tisto skupino ljudi, ki je stopnja upanja precej visoka. In upam, da tudi pri vas je tako in da bomo hodili po svetu še naprej in da bomo iskali rešitve in da smo zmožni vseh teh rešitev tudi najti in da lahko včasih tudi sami sebe presenetimo, česa vsega smo zmožni. In kot zaključek naj se poslovimo še s tole družno sliko in sporočilom, da ima upanje zdravilno moč in da bo še čas, ko bomo hodili po svetu, tudi da se znova srečamo, objavimo močnejši in z novimi življenjskimi izkušnjami, ki jih lahko uporabimo v smer, da nas bo pripeljala k našemu avtentičnemu jazu in res tistemu, za kar si prizadevamo v življenju. Najlepša hvala za vašo pozornost. Hvala, Sandra, za tole izčrpno prezentacijo. Jaz bi se strinjala s tabo, mislim, da kar vsi udeleženci, da je v teh časih res ključno, da ohranimo neko upanje in da se držimo te pozitivne zaskrbljenosti, kjer vsi iščemo rešitve. Toliko bi bilo za danes iz naše strani. Vprašanj mislim, da ni. Lepo vas pozdravljam in v naši družbi vas pričakujemo ponovno naslednjo sredo ob 11. uri. Hvala in ostanite zdravi.